Veliko podjetnikov, pa tudi drugih uporabnikov ChatGPT-ja običajno napiše, naprimer, napiši mi objavo, potem pa pričakujejo super rezultate. In običajno so potem zelo hitro razočarani, ker je ta objava potem zelo taka splošna, pa mogoče tudi zelo robotska in tako naprej. In rečejo, ChatGPT ne deluje. Zato ti v bistvu v tej epizodi s tabo delim 4 korake oziroma 4 točke, ki jih je dobro vključiti oziroma uporabljati za maksimalno uporabniško izkušnjo oziroma za maksimalno dobre rezultate pri uporabi ChatGPT. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse postavitev temeljev, celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Vedno več podjetnikov pa podjetnic verjetno opažam, tudi če so prej mogoče bili zelo proti umetni inteligenci in temu vsemu, verjetno opažajo, da je to v bistvu en pripomoček, ki ti res lahko pomaga pri tvojem delu, če ga seveda, kot vse druge pripomočke, znaš dobro uporabljati. Zdaj, če mogoče še vedno imaš pomislek o tem, ali uporabljati AI ali ne, ali pa mogoče celo ta pomislek, da bo umetna inteligenca zamenjala ljudi ali pa prevzela vsa dela, po mojem mnenju niti ne, definitivno pa lahko zavzame delovne položaje ali pa službe mogoče tistih, ki se bodo tako zelo upirali uporabi ChatGPT-ja. In kot jaz vidim, je to približno tako, kot da bi v današnjem svetu želeli iti iz točke A do točke B, ki sta recimo precej oddaljeni in bi imeli na voljo avtomobil ali pa da gremo peš. In potem bi se v bistvu rekli, ne, avtomobil, to je pa neka naprava, ki je mi nimamo popolnega nadzora, ne bomo se vozili, raje hodimo peš. In mogoče se ti bo zdaj zdel to smešen primer, ampak približno tako si lahko predstavljaš tudi danes ChatGPT oziroma nasploh umetno inteligenco. In seveda, če si že ga poskusil ali pa poskusila, pa mogoče ni imel najboljših rezultatov ti dal ali pa rezultatov v bistvu, kar si želel oziroma želela, potem je mogoče čas, da malo spremeniš, kako ga v bistvu uporabljaš. In zdaj, še preden s tabo delim te 4 pomembne sklope, ki so res pomembni za to, da res dobiš maksimalno dobre rezultate, potem ti bom kmalu razkrila vse te 4. Če pa si želiš čarovnik vsebin za blog, družabna omrežja pa e-mail novice, v ChatGPT-ju že pripravljen, da samo vpišeš, pa greš lahko na moj Instagram in mi pošlješ v zasebno sporočilo besedico čarovnik in ti pošljem brezplačno to že skreirano ChatGPT, ta napravico oziroma čarovnik, ki ti bo kreiral vsebine za blog, novice in pa družabno omrežje. Zdaj, jaz upam, da zdaj razumeš, da je to, da uporabljamo v bistvu umetno inteligenco, je lahko neko super orodje, ki ga seveda vsak izmed nas lahko uporablja ali pa tudi ne, čisto po želji. In če ga uporabljamo, ga je seveda fajn, da ga res maksimalno izkoristimo in uporabljamo ga lahko na čisto različne načine. Uporabljamo ga lahko kot pripomoček, kot nekaj, ko recimo iščemo kakšne ideje, kot mogoče kakšen svetovalec, ko moramo izboljšati. Jaz ga recimo zelo obožujem, zelo je dober tudi takrat, ko recimo moraš napisati nek mail, pa želiš, da je napisan zelo lepo, pa nimaš časa zdaj maila oblikovati in mu daš samo vsebino ali preko voice, torej preko glasa, ali pa preko pisanja, torej da mu daš samo okvirno vsebino, kaj naj da v mail in on ga potem lepo napiše. In to je lahko zelo veliki prihranek časa. Seveda, to so zelo osnovne uporabe, uporabljamo ga pa lahko seveda tudi bolj napredno. Ne glede na to, kar se pa odločiš, pa v bistvu biti svetovala, da ko ga uporabljaš, vključiš te 4 točke. In sicer prva točka je, da mu dodeliš vlogo. In sicer, da mu rečeš, ne vem, obnašaj se kot, in pač kot kaj želiš. Ali pa da rečeš, zdaj si moj, ne vem, marketinški svetovalec, ali pa obnašaj se kot copywriter, kot pisec za wellness področje ali pa wellness coacha in tako naprej. Skratka, zakaj je to pomembno? To je pomembno zaradi tega, da on ve in razume, iz katerega
stališča mi želimo, da nam pomaga. In to lahko v bistvu vsakič, ko ga torej uporabljaš, lahko rečeš. Mogoče je lahko tvoj odvetnik, mogoče je lahko tvoj finančni svetovalec, kakorkoli. Seveda, pozor, ne? Tukaj pazimo tudi, da če sprašujemo za kakšne bolj take občutljive ali pa pomembne informacije, da te informacije potem seveda tudi preverimo, a ne, sploh če gre za da si moj odvetnik, a ne, potem preverimo, ker velikokrat si lahko ChatGPT marsikaj tudi izmisli, a ne, lahko ga tudi direktno vprašamo, a si to izmislil, pa nam bo povedal, oziroma nam da vir, da lahko res preverimo, ali so te informacije tudi ta prave. Kakorkoli pa, definitivno je ta torej točka, da mu dodelimo vlogo, bo že samo ta točka, če jo uporabimo, je pri meni, pa pri mojih strankah tudi velikokrat izboljšalo potem rezultate, ki jih dobimo, zaradi tega, ker on dobi potem perspektivo, odkot v bistvu, kaj želimo od njega, ne? Druga točka je seveda to, da mu delimo čim več podatkov oziroma informacij. To je mogoče marsikomu zelo logično, a ne, pa bo rekel, ja, valjda, ne, ampak ko ga dejansko uporabljamo, lahko velikokrat pač pozabimo, ne, da on mogoče nas še ne pozna, da nam ne vidi v glavo, da ne ve, kaj mi si želimo, da mogoče ne pozna našega pristopa, zato je zelo pomembno, da mu v bistvu te informacije tudi damo, a ne. Zdaj, če imaš verzijo, kjer si on veliko informacij že tudi zapomni, potem ga se lahko seveda tudi natreniraš, da postane tvoj dvojnik. In teh informacij mu potem ne rabiš dajati vedno znova, ampak v bistvu samo enkrat si zapomni in pa potem zna se to, kot da bi se naučil. Tako da kaj zdaj pomeni, da mu daš čim več podatkov in pa informacij? Da mu daš v bistvu informacije, kaj sploh si želiš, da mu deliš svojo metodo, lahko svoj način dela, kako se ti izražaš, navodila, primere, recimo, da če napišeš, če želiš imeti dobro objavo za družabna omrežja, da mu daš primer, kaj pomeni ta dobra objava, da torej mu daš čim več primerov, informacij, na kar se lahko on zanese oziroma preveri. Zdaj, če ne veš, recimo, da želiš ful dobro objavo, pa ne veš, a ne, kakšna to je, potem mu lahko rečeš tudi v tem stilu, da ti naredi raziskavo in glede na raziskavo oziroma ugotovljeno potem pripravi. Ampak zdaj, v tej točki, torej 2, je, da mu daš torej maksimalno veliko informacij, koliko le je možno. Okay? Tretja točka je potem, da mu po korakih zapišeš, kaj želiš, da naredi. Če ima tvoja naloga več korakov, potem mu napišeš korake. Če vzamem oziroma se vrnem na prejšnji primer, potem bi lahko rekli, prva točka, torej prvi korak. Najprej mi naredi raziskavo, kakšne so trenutno dobre objave, ki vodijo v konverzijo za družabna omrežja, ali pa za Instagram, ali pa Facebook. Okay? Potem damo točka 2, na podlagi tega mi napiši objavo to pa to pa to. Točka 3, na podlagi vsega, kot je recimo potrdim to objavo, mi pripravi še sliko v tem pa tem formatu. Skratka, daš mu v bistvu točno navodila, kako naj gre torej po korakih. Jaz se rada včasih poigram s tem, da si v bistvu predstavljam, da je to res en moj asistent in tako kot bi asistentu povedala navodila, kaj mora narediti, a ne, narediš tudi za ChatGPT oziroma katerokoli verjetno drugo umetno inteligenco in tako naprej. Se pravi, je lahko tvoj asistent oziroma pomočnik. In ko mu zapišeš torej po korakih, gremo še na točko 4, ki je pa tudi zelo pomembna in to je, da mu jasno določiš format, ki ga želiš. Torej, kaj želiš, da ti potem da, a ne, ker drugače pač bo on dal, kar misli v narekovajih, a ne, kar misli, da pač ti želiš. In če mu pa ti določiš, kaj si želiš, pa je to lahko veliko bolj učinkovito. Če želiš, da ti napiše samo povzetke v kratkih alinejah, ali če ti želiš, da ti napiše dolg tekst, ali da ti to predstavi v grafiki, a ne, ali da ti naredi iz tega tabelico. Skratka, kaj je tisti format, ki ga želiš od njega, da ti ga pripravi. Če bi mogoče kdo zdaj pomislil, ok, jaz pa želim kar video. Tudi to je sicer možno, ne da ti direktno ga posname, ampak lahko ti pa naredi recimo skript za video, ne, katerega lahko potem ali posnameš ali uporabiš kakšno drugo umetno inteligenco, da ti video tudi potem naredi. Skratka, jasno določiš format, ki ga želiš, je v bistvu res pomemben korak, ki ga je dobro v bistvu tudi upoštevati. In še mogoče en bonus na svet, ki ga delim s tabo, oziroma še preden greva na bonus, naj te spomnim, torej, če si želiš čarovnik, torej imeti svoj čarovnik vsebin za blog, družabna omrežja in pa novice, greš na moj Instagram, @majaojstersek in mi v zasebno sporočilo samo pošlješ besedico čarovnik in ti pošljem torej link do tega čarovnika narejenega v ChatGPT.
tako da ga lahko samo uporabiš čisto hitro. In torej bonus na svet, če temu tako rečemo, je v bistvu to, da vedno poveš, kaj ti je bilo pri njegovem odgovoru všeč in pa kaj ne. In tukaj je en čar tega, da v bistvu lahko ne rabimo niti paziti, ali smo se zatipkali, ali smo cele besede oziroma res lepi stavek naredili, ne? Ampak lahko na hitro v bistvu se z njim pogovarjamo, kot da bi v bistvu se res imeli en klepet. Ne? In bolj, ko ga ti natreniraš, bolj, ko mu poveš, kaj ti je všeč, kaj ti ni všeč, če se ne uporabljaš in tako naprej, bolj bodo v bistvu rezultate ti lahko prinašal boljše kot drugače, ker pač si on lahko zapomni in si lahko tudi nauči za naprej. Tako da, evo, zdaj me pa zanima, v komentar te povabim, da zapišeš, kateri so tvoji najljubši načini uporabe umetne inteligence oziroma ChatGPT-ja, da mogoče si malo podelimo, pa dobimo še kakšno idejo. Če pa si torej želiš čarovnik za svoje vsebine, blog, novice, družabno mrežo ali pa tudi kaj drugega, pa mi napiši v zasebno sporočilo na Instagramu čarovnik besedico in ti pošljem tega čarovnika. Jaz ti pa želim uspešno in pa srečno še naprej. Čau, čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.